In z velikim veseljem v tem studiu danes pozdravljamo gospoda Jureta Struca, direktorja Zavoda za turizem Maribor. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Veš, turizem ne spi. Ne. Praktično nikoli. Ne. Ja, turizem je vedno v pripravljenosti, vedno čaka dan in noč. Tako da... In ko se pogovarjamo o turizmu v Mariboru, jaz mislim, da so kar na mestu čestitke, glede na to, da se prvič pogovarjamo tukaj v tem studiu, za to, da je Maribor ne samo da postaja, ampak je že ena od najbolj mamljivih destinacij, in to ne samo v Sloveniji, v regiji, ampak gledano širše, evropsko. Ja, to drži. Ali gledamo številke ali nagrade, ki smo jih pridobili v zadnjih letih, vse to potrjuje. Tudi iz leta v leto raste obisk Maribora, tako po nočitvah kot prihodih in tudi po dnevnih obiskovalcih. Tako da zaenkrat vse gre v pravo smer. Ja, absolutno. In dobro, res je tudi, da se je Maribor v zadnjih letih kar precej spremenil in je potem direktorju in njegovi ekipi lažje delati, ne, če imaš čem za delati, ali ne? Vsekakor, vse, kar smo prenovili, dela mesto za Mariborčane, to moramo v prvi vrsti vedeti, ne delamo za turiste, se pravi, vedute, ki jih imamo na novo postavljene, so za nas. In turisti, ki prihajajo v mesto, prav to cenijo, to našo avtentičnost, gostoljubnost in seveda, da se mi dobro počutimo v našem prostoru in tujce spuščamo van. Ja, ampak je pa tudi seveda pomembno, da ste dobro pripravljeni v Zavodu za turizem, ker ne vem, pride turist k vam, zdaj da ne dobi samo neke zloženke, pa fajn se mej, gled, tam trta je doli, ono je tam, pa fajn se mej, ne, ampak da je to tako in ena cela zgodba. Ja, drži, zdaj, dali smo že od tega, ko so bile zloženke glavno komunikacijsko orodje, zdaj seveda vse poteka bolj digitalno. Kar je pa predvsem pomembno za naše mesto je, da smo uspeli povezati turistično družino, vanjo vključiti ne samo tiste, ki se ukvarjajo s turizmom, ampak tudi mestno občino, javni holding, ostale zavode, kulturo, šport. Skratka, ena velika družina, ki ve, kako se gost ustreže. Mislim, vse samo skupaj smo močni, ne? Drži. To je tako stara resnica, ampak zdaj, mene zanima ena stvar, kak mora biti recimo zdaj vam, ko, ne vem, pridete na neki, ne vem, turistični sejem ali pa kjerkoli se pač srečujejo, kjer te ponudbe trčijo druga ob drugo in imaš na eni strani, ne vem, Pariz, Rim, Kopenhagen, karkoli že, in pol pa pride Jure s svojo ekipo pa Maribor. Ja, kako to zgleda? Zadeve so prav hecne, ne, ker ponovadi kjerkoli se postavimo na svetu, ne, pa naj bo to, ne vem, Osaka na Japonskem ali pa Dubaj ali pa kje v Evropi, vedno tekmujemo za najboljšimi, ne, govorimo o Parizu, Dunaju, Londonu, še komu, ne, tudi v Sloveniji je kar močna konkurenca, ampak vseeno, Maribor z svojimi zgodbami, sploh pa da lahko opozorimo na nekaj edinstvenega na svetu, to je najstarejša trta na svetu, so pa vseeno to taki magneti, da potem pritegnemo dovoljšno mero pozornosti. No, samo očitno tekmujete zelo dobro, glede na to, da številke rastejo, ne? Število turistov v našem mestu, število prenočitev. Ja, drži, ampak to je tista motivacija, ne? Spomnimo se časov, ko je nogometni klub Maribor Branik tekmoval v Ligi prvakov ali pa Ligi Evropa, se nihče pravzaprav takrat ni dejansko verjelo je par ljudi in potem je ekipa potegnila, pa se čudež zgodil. Prej smo se pogovarjali, ne? Tako uspehi kot neuspehi se zgodijo na dva načina. Najprej zlagoma, ko se nič ne opazi, potem pa nenadoma in se sprašujemo, kako smo se znašli tu, ampak Maribor je zdaj na pravi poti. Ja, dobro vodenje in dobro delo, to je to, ne? Drži, brez ekipe tu ne gre. Ne? Absolutno, ampak eno vprašanje, preden se seveda lotimo osnovnega, torej festivala najstarejše trte, pa potem še mogoče malo Martinovega in stvari, ki se nam obetajo v našem mestu, bi jaz sem vprašal, ali je malo pomagalo to, da je vse od zadaj not nekje na vseh teh peljete, pa jih napijete. Ja, zdaj, mislim, da na vsem poslovnem področju se dosti stvari vrti okoli hrane in pijače. Absolutno. In če zdaj Maribor tu nima kaj ponuditi, pa res ne vem. Kdo lahko? Ja, kdo lahko, če ne mi. Res je. Ja, torej danes je naš gost, direktor Zavoda za turizem Maribor, gospod Jure Struc, v nadaljevanju, kot smo rekli, o festivalu, ki se začenja našem najstarejše trte in ostalih presežkih, ki nas čakajo še v našem mestu v tem letu.
15 minut čez 8, direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc je še vedno naš gost v tem studiu. Še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Torej, zdaj smo pa tik pred našo osrednjo turistično znamenitostjo, ki ima upravičeno svoj festival. Kaj se bo vse dogajalo, kateri so glavni poudarki? Ja, zdaj prihajamo v najbolj rodovitni del leta, ne? Se pravi, jesen je za Maribor, Štajersko, Pohorje, Podravje zelo pomembna. Takrat imamo tudi največ stvari v kaščah, v sodih in pri nas se vse vrti okoli najstarejše trte. Radi rečemo, da je skala, na kateri gradimo našo vinsko zgodbo in verjamem, da bo tudi ta skala zdržala, da s časoma postanemo najboljša vinska regija daleč naokoli. Kar tak, če kdo vpraša, se tako prezentiramo, ne, absolutno. Ampak zdaj pa, če samo čakamo, da je nekaj ljudi podpiše. Tako. Ja, torej pred nami so 4 dnevi, festivalski dnevi, če tako povem, z trgatvijami zelo resno mislimo, ne, saj je že 39. po vrsti, Ja. Pri festivalih smo pa malo kasneje začeli, ker je 25. po vrsti. Ampak nič ne de, v teh 4 dneh se bo zvrstilo obilo dogodkov, ki so, rekel, primerni za različne ciljne publike. Najbolj pomembno je, da se dogajajo in podnevi in ob večerih. Čez dan bomo poskrbeli za tržnico dobrot na glavnem trgu, medtem ko ob večerih se bomo pa selili na trg najstarejše trte, kjer smo poskrbeli tudi za slabo vreme, se pravi, imamo del prizorišča pokritega. Okay. In kot vedno se vprašamo, odkot prihajamo. Zato bomo prav danes predstavili knjigo, ki jo je pripravila ekipa Pokrajinskega muzeja Maribor z naslovom Kulturna dediščina najstarejše trte, tako da gremo spet k našim koreninam. Takoj zatem pa se bo odvil vinski dogodek, Očetje in sinovi, kjer se pa z 4 družinami vinarskimi pogovarjamo o tem, kako so očetje tlakovali pot, na drugi strani pa sinovi nadaljujejo. Pokrili smo prav vse vinske pokrajine, se pravi Podravje, Posavje in Primorsko. Družine, ki se predstavljajo, pa so Waldhuber, Protner, se pravi z naših koncev, in Ferjančič ter Istenič. To je za danes. V petek bomo zvečer imeli predstavitev 9 vinskih barov, ki so, bom rekel, v zadnjih letih kar vzniknili v Mariboru, kar je normalno za tako vinorodni okoliš. Zraven seveda brez kulinarike ne gre, tako da se bodo tudi 2 šefa predstavila iz JRE-ja. V soboto se bo premierno predstavila hiša hrane in vin Doppler, ki so pred kratkim, vemo, da so obnovili svojo posest. Se bojo pa prvič predstavili v Mariboru, tako da mlada ekipa na čelu z šefom Jurijem Daoljem, Leno in Lino, ki bodo pa skrbeli za hrano in pijačo. Skratka, obeta se nepozaben večerni dogodek. In potem pridemo seveda do nedelje, ko je pa glavni dogodek, 39. trgatev najstarejše trte. Kot pravi Stane Kocutar, letos bo spet dobra letina. Mogoče malo bolj skromna, kot bi lahko bila, če bi jo pobrali pred par dnevi, pa vendar vino najstarejše trte bo spet pripravljeno za to, da gre v svet. Pomembne stvari. Prvi grozd bo utrgal Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru, ki praznuje 50 let. Tako. Predstavili bomo pa tudi vinsko kraljico, 14. po vrsti, če pa hočete zvedeti, katera je, pa seveda vabljeni, da se vidi. To je bilo moje naslednje vprašanje. Malo teaserja. Kjer pa te je? Ja, lepo, super. Skratka, ogromno dogajanja. Koliko pa ste vložili v... To moram vprašati, ker to je bila debata, ker je bila nevarnost hudega bobra, ne? Da bi kaj naredil. Je porihtano. Ta bober je bil mislim, da pred 2 letoma se je prvič pojavil in moram reči, da skrbnik najstarejše trte, gospod Kocutar, je že drugi dan zaščitil, ni pustimo puške, zaščitil je najstarejšo trto. Kljub temu, da bobri ponavadi jejo mladi les, ne toliko, bom rekel, 450 let starih, ampak v Mariboru, da se ne bi kdo zmotil slučajno, smo rajši poskrbeli za varnost. Zdaj pa že nekaj časa so bobri šli drugam. Vemo, da promenada je prenovljena, pa mogoče mi gremo malo. Nima rad betona, ne? Ja. Bober od nekdaj. Hvala Bogu, tako da ni dodatne nevarnosti. Ogromno zanimivega dogajanja, vse seveda najdete tudi na spletni strani in na kanalih našega Zavoda za turizem. Ampak to seveda ni vse.
kar se obeta v našem mestu, recimo še v tej jeseni, začetku zime in o tem, česa se še lahko veselimo z direktorjem Zavoda za turizem Maribor, Juretom Strucem, v nadaljevanju. Gostimo v tem studiu direktorja Zavoda za turizem Jureta Struca. Jure, zdaj govorili smo o tem, kako uspešno rastemo tudi v turističnem smislu, kako je Maribor ob vseh nagradah, ki govorijo same zase, postal dejstvo na turističnem nebu, gledano globalno pravzaprav. Me pa zanima ena stvar, kje je recimo, zdaj kot strokovnjak, seveda se mi zdi, da ste najboljši v bistvu naslovnik za to vprašanje. Kje je tisti sweet spot, ker verjetno prevelika gneča, to je tudi nekaj, kar si ne želimo, nočemo biti v nobenem primeru Ljubljana ali pa Barcelona. Ali pa. Množični turizem. Ja, množični turizem. Ja, zdaj, te destinacije so nam lahko vzgled v določenih pogojih, zagotovo pa pred leti niso razmišljali o tem, kdaj je pa nekaj, kar je več preveč. In v Mariboru v tem trenutku še nismo na tej točki, še vedno obvladujemo te turistične tokove. Kar smo pa uspeli, pa je, da smo na primer povečali obisk v nizkih sezonah, se pravi pomladanski del marec, april in jesenski del oktober, november, ki sta včasih bile res nizke sezone, so zdaj praktično zelo spodobne. In letos, tako kot kažejo rezultati, nam bo uspelo, da smo že 8 mesecev nad 40,000 nočitev mesečno. To se še nikoli ni zgodilo. Wow. Naprimer, vemo, da glavna sezona je junij, julij, avgust. Takrat se gosti tudi hitreje obrnejo, zato ker grejo pač po transverzali od Hamburga proti Dubrovniku. Seveda pa nizke sezone so pa tiste, kjer pa lahko mi podaljšujemo dobo bivanja. In jaz mislim, da zaenkrat nam dobro uspeva, kar sem pa na začetku omenil, mesto, ki ga razvijamo, delamo zase, to je ves čas pomembno. In mlade generacije, ki prihajajo zdaj na trg, vemo, da zdaj tu v tem studiu smo vsaj 2 X-ovca, potem pa mogoče 2 milenica, ampak zdaj so že Z-ovci, o katerih še ne vemo čisto točno, kam se bojo obrnili. Zagotovo pa vemo, da iščejo avtentične izkušnje, se pravi neke instant rešitve, bom rekel velike turistične kapacitete, to jih pravzaprav ne zanima. Oni želijo ljudi spoznati, njihova obredja, njihove običaje, hrano, pijačo, okolje, v katerem živijo, in to moramo v Mariboru ohraniti. Absolutno, in vam uspeva, zagotovo vam, ampak glede na številke, ampak tudi tako bi rad slišal, da nesejo turisti s sabo v svojih mislih in srcih to, kar je načrt? Jaz mislim, da na tem smo vsi delali v tej turistični družini in želimo, da res dober občutek prinesejo domov. In kot kažejo odzivi, z Mariborom so res navdušeni. Poleg tega še nekaj moramo vedeti, Maribor je srednjeveško mesto, se pravi z nekim srednjeveškim centrom, ki daje pač čist drugačen utrip. Center je obvladljiv, tudi turiste, ki smo jih, bom rekel, v zadnjem času anketirali, naprimer 70% jih prihaja z avtom, ampak ko so tukaj, pa jih več kot 70% hodi peš. Super, ja. In tako lahko izkoristimo v bistvu naravne danosti. Blizu imamo Pohorje kot neko divjo naravo, ali pa bom rekel del urejene, pa del divje. Na severni strani pa imamo Vinorodne griče, ki je v bistvu urbana narava, pa nam daje vse to, kar jeseni zdaj seveda spravljamo v kleti in sode. Genialno. Ok, in apropos sodi, november bo 1, 2, 3 tu, kaj kaže za Martinovo? In ali bo 11 dni? Ja, smo bliže 11 dnem. Jaz mislim, da ambicija, da Martinovo postane naš Oktoberfest, se počasi uresničuje. Vemo, da pred leti je bil to enodnevni dogodek, sicer z večdnevnimi vplivi, potem smo pa, mislim, da 3 leta nazaj začeli dogodek tudi širiti na druge dele Maribora, se pravi, se vse več ne zgodi na enem trgu, ampak na večjih. In letos bo zopet en dan več, to pomeni, da bo 5 dni. Smo že skoraj dela prosti dnevi so to, ne? Zdaj, mogoče še to povem, vemo, to, kar imamo zdaj v planu, je, da 2 dni se bo odvijalo dogajanje na Koroški in na zgornjem delu tržnice, se pravi Koroška cesta, ki je blizu tega studija. V nedeljo se bomo selili v mestne četrti. Zaenkrat imamo potrjen Malečnik, verjetno pa se bo še kdo pridružil. V ponedeljek se vračamo v mesto in v torek se potem vidimo vsi na trgu Leva Štuklja. Kam se je eksplozija. Pa mogoče še to, letos bo 40 let, odkar je Maribor kot prvo mesto organiziral javno martinovanje. Tako da moram reči, da za nami je res dolga zgodba.
In prav v teh časih se je prav, da se ozremo malo nazaj, kje je to sploh nastalo. Ne? Se pravi, začne se mogoče z enim koncertom, pa z 2 sodoma, ne? Danes pa vemo, kje smo, lahko pijete zelo kakovostna vina in celo mesto živi za ta dan. In prav je tako in tudi super je, da se je pravočasno to prepoznalo in da se je začelo graditi na tej zgodbi, ker bi bilo škoda, če bi ostalo, ker če se spomnimo še 10 let nazaj, recimo, ko se ne zdi tako dolga doba, to niti približno ni bilo tako, oziroma se ni govorilo o tem, oziroma nismo bili na to tako tudi navzven ponosni, kot smo danes, in to se čuti od zunaj. Drži, ampak vseeno, ne glede na to, kaj se je dogajalo prej, mi smo hvaležni, da lahko na, bom rekel, nekih dejstvih, ko je nekdo postavil to pred nami, tlakoval, da lahko to razvijamo in to dvigujemo pač na nek nov nivo. Ok, zdaj pa moram še vprašati za kratko za december. Ja, to. Imamo plane? Zdaj, v bistvu ne govorimo več o decembru, ne? Že 3 leta ga komuniciramo kot čarobni Maribor in to ravno zato, da si pustimo prostor za naše ambicije, da se širimo v november in tudi v januar. Vidiš, Jege. Bi mogel delati edino pravilno, ker moja filozofija je, da 11. november Martinovo, potem 24. november, moj rojstni dan, kot zadnji večji praznik pred Božičem, in pol 25. gremo na polno. Ne? Leto sicer gremo 27. ampak ne za razmislek, recimo v naslednjih letih 25. je recimo. Ja, mi smo, kar bom rekel, že par let ostali pri zadnjem četrtku novembra, tako da ne glede na to, na kateri datum pride, zadnji četrtek novembra se luči prižgejo in takrat se tudi začne ta praznični čas v mestu. Odlično in zdaj iz leta v leto tudi to raste. Že lani je bil Maribor res magičen, verjamem, da boste letos tudi nadgradili. Gospod Struc, hvala lepa za vaš čas in čestitke za dobro delo. Ne popuščati zdaj, ne? Zagotovo. Verjamem, da in se vidimo najprej na festivalu Najstarejše trte, Martinovanje in potem čarobni Maribor. In to je naše mesto. Pridite. Hvala lepa, gospod Struc. Se vidimo.